par live dogodkov, pa je že konc. Evo, zdaj pa smo. Dobro. Dobro jutro, dober dan na novi informativni delavnici za srednje projekte iz programa ACF Slovenija. Jaz sem Tina Divjak, vodja zagovorništva na CNVOS-u in vodja programa ACF Slovenija. Danes vam bomo z kolegico Veroniko predstavili nov razpis. Iz tega programa. Na začetku bomo šli skozi vsebinske zadeve, se pravi, kaj je namen, kaj je fokus razpisa, upravičeni prijavitelji. V drugem delu pa bomo šli čez prijavnico, čez finančna pravila. Zdaj, kot veste, se delavnica snema in bo objavljena na CNVOS YouTube kanalu, tudi zato, da omogočimo vsem tistim, ki se danes delavnice ne morejo udeležiti, da lahko poslušajo, da lahko vidijo, o čem smo razpravljali, kakšna so bila vprašanja. Prav tako bomo sicer vprašanja, ki bodo danes postavljena, vpisali in objavili na spletni strani acfslovenija.si pod tam, kjer so FAQ, se pravi Frequently Asked Questions za vsak razpis. Zdaj, ker se delavnica snema in ker bo za večno na internetu, lahko torej svojo kamero izklopite, mikrofon prosim imejte izklopljen, razen takrat, ko postavljate vprašanja. Če ne želite, da se vaše ime kjerkoli vidi, ga lahko tudi spremenite, vendar če boste postavili vprašanje, pa prosim, da se predstavite in poveste tudi, iz katere organizacije prihajate. Zdaj, načeloma z vprašanji, ki jih postavljate tako, da virtualno dvignete roko, to je tam, gre se na 3 pikice in so reactions in je raise hands. Če želite torej v živo vprašati, sicer lahko vprašanje vmes postavljate tudi v chat, ampak odgovarjali pa jih bomo po vsakem sklopu posebej, da ne prekinjamo non-stop. To je to tehnično, se pravi, zdaj pa gremo na vsebino. Zdaj, po vseh teh letih verjetno programa Active Citizens Fund v Sloveniji ni treba posebej predstavljati, ga že dobro poznate. Gre za program, ki ga financirajo Norveška, Liechtenstein in Islandija v 15 državah članicah Evropske unije, oziroma pravzaprav tehnično gledano v 14, ker na Madžarskem niso podpisali pogodbe zaradi političnih razmer. Cilj Active Citizens Funda je, pravzaprav celoten ACF je usmerjen na nevladne organizacije, na civilno družbo, prizadeva si za okrepljeno civilno družbo, za aktivno državljanstvo, za opolnomočene ranljive skupine. V Sloveniji pa, kot veste, program opravlja CNVOS v sodelovanju z Zavodom PIP in DRPD iz Novega mesta. Zdaj, celoten program je nastavljen tako, da resnično targetira potrebe na teh področjih v Sloveniji. Sicer je že nekaj časa, odkar smo ga pravzaprav programirali, ampak še vedno je zelo aktualen. Do zdaj smo pravzaprav izpeljali in zaključili vse prvotno predvidene razpise, se pravi srednji in veliki projekti, mikroprojekti za hiter odziv, institucionalno podporo in pa male projekte. Ker pa je vmes, kot verjetno veste, te 3 donatorske države v teh državah članicah, kjer potekajo programi, ne financirajo samo program ACF, ampak v bistvu primarno financirajo projekte, ki jih izvajajo države preko finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in tako imenovanega norveškega sklada. In ker je v tem državnem, ta velikem programu ostalo približno $500,000 sredstev, se je SVRK, ki izvaja
te programe v Sloveniji v imenu Republike Slovenije, odločil, da ta ostanek $500 000 sredstev prenese na Active Citizens Fund, za kar smo seveda zelo hvaležni in pravzaprav gre tudi za dokaz našega dobrega dela in dobrega dela vseh nevladnih organizacij, ki so do sedaj prejele sredstva iz ACF-a, kajti v bistvu se dokazuje, smo dokazali, da lahko izvajamo zelo dobro projekte, da imamo dobre rezultate. Zdaj iz teh dodatnih sredstev je torej zdaj objavljen ta javni razpis za srednje projekte. Sredi decembra, pa najkasneje v začetku januarja bomo pa objavili še nov razpis za hiter odziv, ki ste ga pa že navajeni, kajti bo bolj ali manj enak, kot je bil tisti, ki smo ga že zaključili. Več informacij o programu najdete na www.acfslovenia.si. Posebej vam priporočam, da pogledate opise že podprtih projektov, kajti to vam bo dalo zelo dober pogled v to, kaj je fokus tega programa oziroma kakšni projekti so zanimivi za program. Skratka, na tem razpisu razpisujemo 421 300 evrov. In sicer za dva pričakovana rezultata, kaj to je, kakšni projekti, to bom vse povedala. Skratka, malo manj kot 250 000 evrov za zagovorništvo in malo več kot 170 000 evrov za človekove pravice oziroma državljansko vzgojo. Projekti, ki jih lahko prijavite, so v vrednosti od 5 do 50 000 evrov. Še vedno je na voljo 100% financiranje, se pravi, projektov ne rabite sofinancirati. Trajanje projektov je pa od minimalno 6 do maksimalno 12 mesecev, pri čemer vas že zdaj opozarjam na eno tehnično podrobnost. Ko boste morali vpisati začetek in konec trajanja projekta, bodite pozorni na datume. Če se projekt začne na prvi dan enega meseca, je potem 12 mesecev zadnji dan meseca pred tem, se pravi 1.3. do 28.2. Kajti 1.3. in 1.3. je že eno leto in en dan. Zakaj to razlagam? Zato, ker je to pač eden izmed formalnih pogojev upravičenosti, kjer so zadeve črno-bele. Razumem, da se morda komu zdi, da je to nesmiselno, vendar pač takšna so pravila. Enako kot pač ne morete zaprositi za 50 200 evrov, ker jih lahko pač dobite samo 50 000. Ali pa pač ne manj kot 5 000. Zdaj, kdo so upravičeni prijavitelji? To ste tudi do zdaj že navajeni. Gre za nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, se pravi za tiste organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za nevladno organizacijo po zakonu o nevladnih organizacijah. Je pa tukaj tudi še dodaten pogoj donatorjev, da morajo organizacije spoštovati demokracijo, človekove pravice, ne smejo biti diskriminatorne in podobno. Zdaj, tehnična organizacija lahko kot prijavitelj prijavi samo en projekt. Če bi se prijavila z dvema različnima projektoma, je tisti, ki bo prijavljen kot drugi, avtomatsko izločen. Kot partner pa lahko sodelujete v neomejenem številu prijav, se pravi, en projekt lahko prijavite kot prijavitelj, v drugih, kar pa vas ne ovira, da ne bi kot partner sodelovali tudi pri kakšnem drugem projektu, enem ali več. Partnerji so lahko katerekoli pravne osebe, kar pomeni, da SP, se pravi samostojni podjetnik ali samostojni kulturni delavec, ne more biti partner. To so podizvajalci.
Lahko so torej pravne osebe iz Slovenije, iz katerih koli drugih držav upravičenk ACF-a, se pravi v javnem razpisu so naštete. Ne glede na to, da na Madžarskem pogodba z državo sicer ni podpisana, se pa Madžarska še vedno šteje kot upravičenec, tako da lahko imate tudi partnerja iz Madžarske in pa seveda iz vseh teh treh držav donatoric. Na spletni strani ngonorway.org je tudi baza zainteresiranih partnerjev z fokusom sicer na norveških organizacijah, ampak se lahko v to bazo vpišajo tudi druge organizacije. Torej, če menite, da bi bilo koristno pri vašem projektu imeti partnerja, si pogledajte to spletno stran oziroma lahko kontaktirate tudi nas na podpora@acfslovenija.si, da vam pomagamo najti primernega partnerja ali doma ali pač v katerih teh drugih državah upravičenka. Vas pa mogoče že zdaj opozarjam, glede na to, da smo že globoko v izvajanju programa, da so partnerji iz drugih držav zavezani enakim pravilom poročanja kot vi. Gre za pravila, ki so jih postavili donatorji in mimo teh ne moremo. Se pravi, če so v projekt vključeni zaposleni, je potrebno prilagati pogodbe o zaposlitvi, plačilne liste, dokazila o izplačanih stroških. Zakaj to razlagam? Mi smo tega navajeni, ker pač je vseh na naših slovenskih javnih razpisih, tako na večini evropskih, je pa z partnerji iz držav donatoric, ki pa niso vključeni v ta EU sistem bruselskih razpisov, je pa to vse za tiste, ki dobijo malo sredstva iz projekta, precej administrativno zahtevno in se lahko zadeva pri poročanju zakomplicira. Zato vas že naprej pravzaprav opozarjam, da če boste imeli tuje partnerje, dajte ne samo projekt vsebinsko skomunicirati z njimi, ampak tudi vse zahteve poročanja. Nočem vas prestrašiti, govorim pa iz izkušenj. Skratka, kaj je zanimivo ali pa drugače na ACF-u v primerjavi z drugimi slovenskimi razpisi, je to, da so lahko partnerji tudi neformalne skupine. So sicer določeni pogoji v razpisu, ampak tudi neformalne skupine pravzaprav podpišajo izjavo, da delajo javno dobro, so neodvisne. Tukaj mislimo recimo predvsem civilne iniciative in podobno. Če imate tega neformalnega partnerja, pogodbo podpiše izbrani posameznik, recimo koordinator te skupine ali kakorkoli, stroške pa nosi oziroma plačuje prijavitelj. Skratka, ni enako kot takrat, ko je partner neka organizacija, kjer lahko seveda vi preko zahtevka za plačilo denar nakažete partnerju in potem on prosto pač glede v skladu z finančnim načrtom razpolaga z temi sredstvi. Če je partner neformalna skupina, je prijavitelj tisti, ki plačuje račune. Zdaj videli boste, pa verjetno ste, če ste pogledali razpisno dokumentacijo oziroma tisti, ki ste se že prej prijavljali na ACF projekte, da za partnerje iz držav donatoric načeloma dobite dodatne točke. Te točke niso avtomatizirane, ne gre tako, da mi vidimo, partner iz Islandije, dobiš 5 točk. Ampak gre v bistvu enako kot pri vseh drugih kriterijih za kvalitativno presojo, ali gre resnično za pravo partnerstvo, se pravi, ali je organizacija resnično vključena v projekt, ga je skupaj snovala, ima neko primerno vlogo v projektu, se pravi, ali resnično projekt takšen, kot je, ali mu to partnerstvo koristi. Če zgleda, da je partnerstvo samo formalno, potem seveda ne dobite 5 točk, ampak dobite samo 1 točko, ali pa mogoče 2, pač odvisno od vsebine projekta, kajti ne samo mi, tudi donatorji si pač ne želimo spodbujati partnerstvo za vsako ceno oziroma partnerstvo samo zato, da so, ampak da se iz tega nekaj zgodi.
Skratka, v bistvu najdete partnerje, s katerimi lahko dobro sodelujete, ne samo v okviru tega projekta, ampak tudi v prihodnje. Zdaj, preden grem na prednostna področja, samo preverim še vprašanja. Se pravi, partnerji iz Nizozemske torej niso mogoči. Ne, je že Veronika v chatu odgovorila, kot sem rekla, Nizozemska ni med državami upravičenkami, samo teh 15 oziroma 14, ker ena od njih je Slovenija, 14 držav, ki so vključene v program ACF-a in 3 države donatorice in seveda domači partnerji. A je še kakšno vprašanje, preden grem na vsebinski fokus, prednostna področja, rezultati, ki vas morda zanima glede same upravičenosti prijavitelja oziroma partnerjev? Okay. Če se vam še kaj slučajno poraja, lahko kar napišete v chatu ali pa kasneje po zaključku tega rezultatskega dela vprašate. Ali je lahko na enem projektu več partnerjev iz Hrvaške, Srbije, Makedonije? Ne, od teh držav je samo Hrvaška upravičena država, samo iz Hrvaške lahko imate partnerje, medtem ko pa Srbija pa Makedonija niso upravičene države. Teh 14 držav so vse države članice Evropske unije, v razpisu so naštete, gre pa za v bistvu tako imenovane nove države članice plus Grčija. Se pravi, Ciper, Malta, Grčija, Madžarska, Hrvaška, Češka, Slovaška, Poljska, Estonija, Latvija, Litva, pa očitno mi še ena manjka. Portugalska. In še Portugalska je vključena. Skratka, v razpisu so naštete, če mi je slučajno kakšna izpadla, plus te 3, Liechtenstein, Norveška in Islandija, in da 5 dodatnih točk je samo za tako imenovane bilateralne partnerje, to so partnerji iz donatorskih držav, se pravi Liechtenstein, Norveška in Islandija. Za partnerji iz ostalih držav upravičenk ne dobite dodatnih točk, se pa načeloma sodelovanje spodbuja, tako da to vam lahko pride, se pravi, točke niso avtomatične, vam pa to lahko pride prav pri drugih merilih. Ok, skratka, gremo dalje. Prednostna področja, na katerih delujete kot organizacija oziroma iz katerih boste prijavljali projekte, se niso spremenile, so isti, so že cel čas enaki, se pravi demokracija, aktivno državljanstvo, transparentnost, človekove pravice, preprečevanje diskriminacije, socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin, pri čemer naj tukaj prav posebej poudarim, tukaj ne gre za izvajanje servisnih storitev, ampak gre za ozaveščevalne akcije in za zagovorništvo. Še vedno, ne glede na to, da je pravilo ves čas enako, smo v preteklosti prejemali kar veliko tako imenovanih servisnih storitev, v smislu socialno-varstveni programi. Te aktivnosti niso upravičene, se pravi, kar se tiče vključevanja ranljivih skupin, gre za ozaveščanje javnosti in zagovorništvo. Sploh zdaj, ko tudi tega posebnega programskega rezultata za ranljive skupine več ni, bom razložila pozneje, zakaj je tako. Potem naslednjo prednostno področje, enako spolno preprečevanje nasilja na podlagi spola, okolje in podnebne spremembe, ampak tudi tukaj so omejitve, gre torej za sodelovanje javnosti, zagovorništvo, inovacije, aktivno državljanstvo, ne pa recimo za neke čistilne akcije in podobno. Skratka, gre za mobilizacijo, za zagovorništvo. V preteklem programu so mladi bili posebno prednostno področje, tokrat več ni tako, so pa zelo pomembna komponenta, se pravi, se spodbuja fokus na mladih, sploh na področju demokracije in aktivnega državljanstva.
Ok, zdaj pa. Kaj so to pričakovani rezultati? Pač, kot veste, je vsak program, se pravi, enako kot vsak program smo tudi mi morali narediti tako imenovani rezultatski okvir, v katerem smo določili prioritete programa v Sloveniji. Zakaj je to pomembno? Zato, ker če mi kot program želimo doseči te cilje in te naše vsebinske kazalnike, seveda morajo projekti iti v tej smeri, ker sicer mi, seveda poenostavljeno povedano, teh indikatorjev ne bi dosegli, ampak rezultatski okvir je tam zato, da usmerja projekte. Se pravi, upravičeni so samo tisti projekti, katerih problem, rešitev in sprememba so v skladu s pričakovanimi rezultati programa. Kaj to pomeni? To pomeni, da recimo, ko pogledate, zelo vam priporočam, da preberete prilogo 1 k javnemu razpisu, kjer smo za vsaki rezultat, za vsaki indikator pravzaprav razložili, kaj to pomeni, o čem lahko razmišljate. Bom tudi kasneje povedala par primerov in podobno, ampak recimo, zdaj najlažji primer je zagovorništvo. Eden izmed naših indikatorjev je število nacionalnih lokalnih predpisov, ki bodo spremenjeni. Se pravi, vi lahko v vašem projektu naslavljate, ne vem, spremembo zakona o ne vem čem. Se pravi, vi ne greste na spremembo nacionalne zakonodaje, ampak je zato, ker je projekt konkretna stvar, kjer morate imeti konkretni problem, konkretne aktivnosti. Skratka, morate povedati, kateri predpis in kako se ga boste lotili, ali pa tam, ko so recimo na področju zagovorništva človekovih pravic kampanje, vi seveda v projektu morate opisati kampanjo. Skratka, vsebinsko bom malo več povedala kasneje. Zdaj tisti, ki ste se že prijavljali, ste mogoče opazili, da smo v preteklosti vključevali 3 ali celo 4 tako imenovane programske rezultate, zdaj sta pa samo 2. Zakaj? Zato, ker smo pravzaprav ugotovili, da ko imamo 3, sploh zato, ker je ta rezultat opolnomočene ranljive skupine v resnici vključeval neopolnomočenje ranljivih skupin v smislu naše definicije socialno-varstvenih programov, se pravi servisa, ampak opolnomočenje za zagovorništvo. Skratka, podpora njim, zato da bodo lažje zagovarjali svoje potrebe, je v praksi prišlo do velike zmede pri projektih, ali sodi zdaj to pod ranljive skupine, ali sodi pod zagovorništvo, ali sodi pod človekove pravice. Zato smo tudi mi včasih premikali med programskimi rezultati. Je pa pomembno, da ima vsak izmed projektov ta štempelj, na kateri programski rezultat cilja, zato ker so pravila donatorjev taka, da se denar deli po teh pričakovanih rezultatih, ne pa po prednostnih področjih. Zakaj je tako, ne vem. Sama bi morda naredila drugače, ampak ni v mojih rokah. Skratka, v izogib zmedi, pa tudi, če smo čisto iskreni, da se izognemo množici servisnih projektov, ki smo jih vedno dobivali, sta zdaj vključena samo 2 programska rezultata, se pravi zagovorništvo in pa človekove pravice. Tako da tisti, ki delate z ranljivimi skupinami, vas še prav posebej spodbujam, da izkoristite možnost podpore, da vidimo, kako lahko vaše ideje razvijemo, da bodo čim bolj v skladu z vsemi temi indikatorji in podobno.
Vprašanje, ali je vpliv na občinsko regulativo in sodelovanje z občinami upravičena aktivnost? Da, do tega, do sem ravno kar pridem, oziroma bom začela z tem delom. Skratka, prvi programski rezultat je okrepljena zagovorniška vloga nevladnih organizacij. Gre za področje, v okviru katerega si prizadevamo za to, da so nevladne organizacije glasnejše, da imajo večji vpliv pri oblikovanju, spreminjanju lokalnih in nacionalnih predpisov in politik, ampak tudi, da se tega lotevajo profesionalno, če hočete, skratka, da svoje zagovorniške cilje oblikujejo na podlagi podatkov, da vejo, kako se lotiti zagovorniških akcij, komu se obrniti, kaj reči, kdaj se pogovarjati z odločevalci, kdaj iti v medije in podobno. Pomemben del tega rezultata je tudi spremljanje dela javnih institucij, na primer, kako se porablja javni denar, kako se sprejemajo odločitve in podobno. Zdaj, kaj je pomembno imeti v mislih v okviru zagovorništva? Gre za enoletne projekte, ki se bodo začeli nekje aprila. Glede na to, da je pač rok za prijavo sredina januarja oziroma proti koncu januarja in potem celoten postopek odločanja bo trajal največ 2 meseca, kar pomeni, da se bodo projekti začeli aprila. Imejte v mislih, da je to čas, da do takrat se bodo tudi že zdaj nove ali stare lokalne oblasti, ki so bile ravno kar izvoljene, že dovolj ekipirale, proračun bo sprejet. Skratka, mislite, kako glede na to, da je zdaj da smo tudi pri vladi in na lokalni ravni pravzaprav na začetku mandata. Skratka, lahko zdaj nastavljate stvari tako, da jih boste potem še lahko delali na njih, kajti pri zagovorništvu je zelo redko kdaj tako, da imaš, bi temu rekla, hipno odločitev. Pač zagovorništvo je tek na dolge proge. Skratka, premislite, kaj je bilo obljubljeno, kaj je bilo napeljano, kje so največji problemi, zakaj se zavzemajo tisti, ki so zdaj na oblasti v občinah, v državi, iščite svoje priložnosti. Skratka, to je zagovorništvo. Pri čemer pa ne pozabite na vključevanje ljudi. Zagovorništvo se ne dela v pisarni, se ne dela na podlagi dopisov odločevalcem, ampak se dela skupaj z ljudmi. Samo, če nas je pač večja množica, kajti na žalost še vedno je argument moči več vreden kot moč argumenta, tako da več vas bo, več možnosti boste imeli za uspeh. Znotraj tega lahko imate seveda tudi različne kampanje, se pravi ali medijske kampanje, ali neke performance na terenu. Hkrati pa zdaj tukaj mislite tudi izboljšanje položaja socialno izključenih. Skratka, tisti del zagovorništva, ki je bil prej v rezultatu 3, je zdaj tukaj. Veliko smo imeli v preteklosti vprašanj, ko organizacije, ki delajo za socialno izključene, so imele v mislih neko zagovorništvo, neko spremembo, vendar se tega niso mogle iti, zaradi tega, ker je bilo prej nujno, da v bistvu same osebe, ki so socialno izključeni, se grejo v zagovorništvo, ne moreš se pa ti iti za njih. To je zdaj sicer mogoče, bi pa vendarle za voljo, ker gre ne samo za aktivne udeležence, ampak tudi z vidika uspeha zagovorništva. Če se greste zagovorništvo na ranljivih skupin, dajte se ga iti skupaj z njimi, ker boste zaradi tega mnogo uspešnejši,
kot pa če se pravi zagovarjate za njih, ne pa skupaj z njimi. Skratka, v okviru tega rezultata, rekli smo torej vpliv na predpise, naj vas torej, mi smo sicer kot indikator, ko boste pogledali to prilogo 1 v javnem razpisu, opisali samo vpliv na nacionalne politike, ampak to ne pomeni, da lokalne niso mogoče. Skratka, delate lahko tudi na lokalnih predpisih. Potem je zelo pomembna ta analitika, uporaba podatkov, da vi vedno, ko greste v neko zagovorniško akcijo, poznate, če gre za lokalni nivo, kako so zadeve urejene v drugih občinah. Če gre za državni nivo, kako je drugje, neke dobre rešitve, zakaj to, kar je zdaj, ni dobro. Skratka, da imate podatke, da imate argumente. To, kar sem že rekla, se pravi vključevanje ljudi v aktivnosti, mobilizacija javnosti, vključevanje ranljivih skupin za izvedba zagovorniških kampanj, pa tudi tako imenovani monitoring dela institucij na katerem koli področju. Da vidimo zdaj, če so še kakšno vprašanje v zvezi z vsebino. Je lahko bistvo kampanje tudi knjiga, priročnik in seveda predstavitev le-te na različnih lokacijah tudi v državah partnericah. Teoriji ja, v praksi bi pa rekla, da predstavitve knjige, priročnika je samo z od zagovorništva, kaj dosti več pa ne. Če vi se želite, se pravi knjiga, priročnik, analiza, samo te same po sebi ne morejo biti jedro projekta, s tem se mora nekaj zgoditi. Vi z temi ugotovitvami, ki boste imeli v analizah, priročnikih, karkoli, morate nekaj narediti. In samo predstavitve na konferencah, tiskovnih, ne vem, nekih izjavah za javno srečanjih z mediji, ni dovolj. Vi morate z tem priročnikom, na podlagi tega priročnika oblikovati konkretne spremembe neke politike, in vsaj narediti nastavke za to, da se s tem v prihodnosti lahko nekaj zgodi. Zdaj seveda moramo biti realistični, gre za enoletne projekte za 50 000 evrov. Revolucije s tem ne morete delati. Lahko se pa marsikaj stori, zato in glede na to, da smo v ta program vključene organizacije, ki so izkušene na področju zagovorništva na nacionalni in lokalni ravni, in je to za nas tudi že drugi program regrantinga v 10 letih, smo v resnici zelo vsebinsko presojamo, kaj je smiselno in kaj ni smiselno. Skratka, želimo si projekte, ki dosežejo neko spremembo na terenu. Zaradi tega je tudi v prijavnici, kot vam bo povedala potem Veronika, zelo velik poudarek na temu, kaj je problem, s čim ga bomo reševali, ampak tu se ne ustavimo. Ne zanimajo nas samo aktivnosti, predvsem nas zanimajo rezultati. Kaj se bo zaradi aktivnosti spremenilo na terenu? S tem bomo v bistvu v resnici vam kar precej težili, tako v tekom prijave, kot tudi tekom spremljanja projekta. Skratka, nas zanimajo spremembe, ne aktivnosti. Še kakšno vprašanje mogoče v zvezi z zagovorništvom? Skratka, naslednji programski rezultat je pa povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam. Tukaj pa so projekti v resnici usmerjeni širše, na neko širše občinstvo ali pa na neko ciljno skupino, določeno tam zunaj, na katero bi vi želeli vplivati na način, da se bo mogoče obrnila njihova perspektiva.
da se bo povečalo število tistih, ki so zaskrbljeni zaradi sovraštva do manjšin, ki so zaskrbljeni zaradi stanja človekovih pravic, ki se ne strinjajo z uporabo sovražnega govora, lažnih novic, populizma, ki razumejo, da je enako obravnavanje pomembno. Ta del je vedno, pravzaprav vsaki dan bolj pomemben, glede na vse, kar se dogaja. V preteklosti smo v resnici na tem rezultatu imeli malo projektov pravzaprav, ampak tukaj je v resnici največja priložnost za to, da se dela z mladimi, kajti oni so tisti, ki bodo v prihodnje volili, in če mi hočemo ta trend populizma obrniti in začeti delati na večjem sprejemanju, moramo delati z mladimi. Zato se tukaj spodbujajo neki daljši programi z izobraževalnimi institucijami. Skratka, tukaj nas ne zanimajo neke enkratne delavnice, kjer bi vi hodili po 20 osnovnih šolah, v vsaki osnovni šoli izvedli 1 uro pa pol delavnice in vas nikoli več ne bi bilo. To nas ne zanima, ker z 1 urno delavnico ne boste spremenili nič. Zato je bolj pomembno, da se fokusirate in z neko določeno skupino mladih bolj delate, bolj poglobljeno, ker je zato potem večja možnost, da bodo oni bolj razumeli in se tudi aktivno zoperstavili populizmu, sovražnemu govoru in podobnem. Zdaj, znotraj tega programa so tudi razne kršitve, diskriminacije. Skratka, lahko delate na tem, da boste vi sami kot organizacija bolj usposobljeni, ali pa da preko tega projekta dobite denar za to, da se greste neke konkretne primere kršitev. Ne govorimo samo o tako imenovani strateški litigaciji, tožbam zaradi diskriminacije in podobno, ampak razmišljite tudi o zagovorniku enakih možnosti, o varuhu človekovih pravic. V resnici smo delali na začetku tega programa raziskavo in zelo malo prijav kršitev obema organoma, se pravi varuhu in zagovorniku, prihaja strani nevladnih organizacij, kar je v resnici zanimivo, ali bom rekla priložnost za izboljšanje. Glede na to, da smo v resnici tukaj zato, da naj bi izboljševali položaj ljudi. Skratka, razmislite, kako lahko organe, ki jih v Sloveniji imamo, izkoristimo za to, da se neki primeri diskriminacije in podobno preprečujejo oziroma zmanjšujejo. In tudi znotraj tega programskega rezultata je prostor za ozaveščevalne kampanje. Premislite zdaj, pač glede na to, da gre za 1 leto, kako bi lahko izkoristili digitalizacijo na nek način, pri čemer pa vendarle imejte v mislih, da če hočete koga premakniti, jaz temu vedno rečem, mora iti za hot and sexy stvari, se pravi, nekoga mora prepričati. Z nekimi digitalizacijami na način, da imate samo neko vizualno sliko z zelo trdimi ali pa strokovnim besediščem, kaj se sme ali kaj ne bo doseglo veliko ljudi. Zato razmislite, a se da tukaj mogoče na kakšen drugačen način, z kakšnimi, spletnimi igricami, videi, skratka, malo bolj razgibano predstaviti določene zadeve, ali pa tako imenovani street campaigning, ki se pravi različne stvari, performansi, delavnice, ki se delajo na ulici in v katere se potem vključijo tako imenovani nedolžni mimoidoči, se pravi, kjer ti ne targetiraš točno določene skupine ljudi, ampak pač neke naključne mimoidoče. Skratka, znotraj tega rezultata gre za to, da skupaj z izobraževalnimi institucijami razvijete neke dobre
dobre aktivnosti, skratka ne neke enkratne delavnice, potem lahko dobite denar tudi za to, da premislite o nekih novih metodah učenja človekovih pravic. Skratka, lahko ta denar investirate v razvoj nečesa novega in mogoče izvedete samo neko pilotno fazo in skratka ni toliko fokus na sami izvedbi izobraževanja, ampak na razvoju metod in bi vam torej ta projekt lahko služi kot investicija, zato da imate zadeve razvite in jih potem uporabljate naprej. Strateško litigacijo sem že omenila, kampanje ozaveščanja tudi in beleženje kršitev. Skratka, to je fokus, kot sem pa rekla, v prilogi 1 razpisa, je pa za vsako zadevo razloženo, kako pa kaj. Ok, gremo na vprašanja. Lahko poveste primer digitalizacije v praksi. Meni vedno pride, kar mi je še vedno ena izmed boljših, pa bom verjetno spet povedala napačne organizacije, ki so pri tem sodelovali, ampak pred leti je bil na YouTubeu posnetek Escape Rooma, kjer je bil, mislim, da bil fokus na nasilju, nad otroci, družinskem nasilju, skratka naredili so escape room varianto, kjer so se potem v bistvu obiskovalci soočali z nevarnostmi nasilja in podobno in to je bilo potem na YouTube objavljeno in to se mi zdi eno izmed recimo dobrih primerov, kar je pravzaprav postalo viralno. Ok, preden gremo naprej po chatu, Katja Sešek je dvignila roko. Katja, izvoli. Ja, zdravo. Jaz imam vprašanje za rezultat 2 in sicer, ali je bolj interes za razvoj nekih novih pilotnih procesov na nekem, to, kar ste govorili, na razvoju nečesa novega, ali je interes tudi financiranje nadaljevanja nekih aktivnosti, ki so se mogoče pilotno začele že leta 2021. To je pa zelo tukaj, ni nekega splošnega pravila, vse je odvisno od tega, kako vi pravzaprav predstavite potrebo potem. Ne, čeprav je tam tudi, ne vem, 5 točk za inovativnost, ampak ne želimo, absolutno si ne želimo tega, da bi rekli, vedno je treba nekaj novega in potem pač vedno razvijate neke stvari, ker ste dobili za to projekt, nikoli pa v resnici jih ne morete izvajati. Tako da pač konkretno v tem, v okviru tega rezultata pravzaprav imate obe možnosti. Ali to, kar ste razvili leta 2021, izvajate sami skupaj z drugimi, super bi bilo, če imate kakšne izobraževalne institucije, lahko pa pač razvijate tudi kaj novega. Tukaj ni neke preference, kaj je bolj važno ali pa kaj ima več možnosti, da gre čez. Ok, ker v bistvu gre se pač za mrežo vključujočih šol, ki jih pač v sklopu ACF-ja smo jih zdaj razvijali in jih zdaj peljemo, ne. Tako da to je bila naša dilema, gremo s tem naprej. Kot rezultate, mislim, kot nadaljevanje vašega obstoječega. Ni ovir, da ne bi prijavili follow-upa. Glede na to, da to ni nekaj, kar smo prej, o čemer bi prej razmišljali, ker seveda nismo vedeli, da bomo dobili ta dodatni denar, ampak zdaj, glede na to, da ta dodatni denar je, seveda ni ovir, da ne bi prijavili tako imenovane faze 2 v okviru zdaj tega razpisa. Ok, najlepša hvala. Nekaj. Ok. Ali lahko tudi na področju varstva okolja pripravimo daljše programe z izobraževalnimi institucijami? Da, lahko. Tudi varstvo okolja sodi med človekove pravice, tako da ni ovir pri tem. Ok, Živ, čeprav razumem, sta tematiki ne odobrava javnega izražanja negativnih pogledov ali sovraštva do manjšin in kršitev edini možni temi. Ne, gre za to, da to
da mi to, da nekdo ne odobrava javnega izražanja negativnih pogledov oziroma sovraštva, je naš programski rezultat, k čemur se mi na ravni celotnega programa prizadevamo. Vi pa seveda lahko v okviru vaših projektov delate vse, kar se nalepi na katerega od naših indikatorjev. In to je to ozaveščanje, strateška litikacija, beleženje kršitev, nove metode poučevanja oziroma sodelovanje z izobraževalnimi institucijami. Ker vse te stvari, ki jih delate, bodo dolgoročno prispevale k temu, da bo več ljudi ne odobravalo negativnih pogledov. To je zelo široka tema, tako da tukaj bi v resnici rekla daleč najbolj široko od vseh rezultatov. Bi lahko gledališka predstava o diskriminaciji bila upravičena? Ja, absolutno bi lahko bila upravičena, pri čemer pa morate razmisliti, da je treba da ko jo boste naredili, morate premisliti in seveda tudi navesti, kje in kako jo boste izvajali, ker to je podobno kot z onim priročnikom pa z analizami prej. Če je narejena samo gledališka predstava, brez da pride v javnost, nam to nič ne koristi. Ampak kot aktivnost pa bi seveda bila možna. Je upravičena tema varstvo pravic zaposlenih, zagovorništvo ranljivih skupin na delovnem mestu, koliko spada v ta razpis ciljna skupina zaposlenih. Ja, seveda, pravice delavcev so tudi človekove pravice, sploh če bi tukaj šlo za diskriminacijo in podobno. Skratka, ne vidim ovir, da to ne bi bila tema. Imam pa še pri tem en disclaimer. Jaz seveda vas vse zanima, ali je možno. Jaz bom na vse rekla, da je možno, razen na tisto, kar res ni možno. Ampak seveda morate pa vedeti, da je število prijav na naše razpise je približno od 5 do 7-krat večje, kot je na koncu število podprtih projektov. Kar pomeni, da jaz zdaj rečem, da je nekaj upravičeno, še ne zagotavlja, da boste dobili denar. Jaz vem, da to veste, da pač seveda je postopek ocenjevanja, ampak v izogib kakršnimkoli očitkom, da smo na delavnici rekli, da je to možno, vendarle opozarjam, da nekje samo, se pravim, pač odvisno od tega, koliko bo prijav, ampak pač samo nekje do 30% tistih, ki se bodo prijavili, bodo na koncu dejansko dobili denar, ker pač smo z sredstvi omejeni. Naslednje vprašanje, kaj pa skrb za mamice, poporodniške in pomoč pri integraciji nazaj na delo? Zdaj, tukaj je seveda, mislim, načeloma bi seveda to tudi lahko bilo, ampak to je zdaj zelo na hitro napisano. Zdaj, tukaj tudi ne bi šla v podrobnosti vsake ideje posebej, zato je na voljo podpora po telefonu, po e-mailu. Skratka, to, kar je ravnokar tudi Veronika napisala v chat. Skratka, na 20. strani javnega razpisa so navedeni vsi kontaktni podatki vseh projektnih svetovalcev, ki jih lahko pokličete, kontaktirate preko telefona, preko elektronskega naslova in z njimi predebatirate neke konkretne projektne ideje. Ok, dobro. Skratka, to je to, kar je glede vsebine. Zdaj, prijave, samo prijavnico, pa to boste šli čez z Veroniko. Naj samo še enkrat opozorim, da so prijave možne samo po elektronski pošti. Zdaj mislim, da ste se že navadili, ampak kljub temu, skratka, ne po pošti, ne osebno,
samo po elektronski pošti in samo na naslov prijava.srednji@acfslovenija.si. Če imate vprašanja v zvezi z razpisom, ga pošljete na mail podpora@acfslovenija.si. Zato, ker se maila prijava.srednji, v bistvu, dokler ne poteče rok, sploh ne odpira. In zato, če se boste zmotili in poslali vprašanje na prijava srednji, ne boste dobili odgovora, ker ga ne gledamo. Gledamo ga samo v primeru, da če kdo pokliče, da je oddal prijavo in ni dobil tega auto-replya, se pravi za tehnične stvari, vsebinsko pa ne. In tudi vsa komunikacija z vami o dopolnitvah, o tem in vse odločbe o zavrnitvi, o odobritvi, vse poteka preko elektronske pošte, preko kontaktnega elektronskega naslova, ki ga boste navedli v prijavi. Zato prosim, dajte tisti elektronski naslov, ki ga redno gledate. Smo imeli kar nekaj težav z tem, ko so organizacije zamudile rok za dopolnitev, ker pač niso gledale elektronskega naslova. Nam je vseeno, a je to uradni mail od organizacije ali je to od neke osebe. Zato naj vas ne skrbi, da mogoče pa ne bi Gmaila navedel od vodje projekta, mora biti info@, pač neka organizacija, sploh ne. Če je pač ta oseba tista, ki bo gledala dnevno, pač dajte tisti mail. Hkrati bi vam tudi, ne glede na to, da to ni, da je pač prijava navadna prijava preko elektronske pošte z priponkami, skratka ne gre za neko aplikacijo, kam bi vi vpisovali, pa bi se potem sistem zrušil, ker bi toliko ljudi želelo oddati zadnji trenutek. Vendarle vam priporočam, da ne čakate na zadnji dan. Sploh ne na 5 minut do 12, ker se je že zgodilo, da ste vi sicer oddali recimo 5 do 12, ampak v naš inbox je pa prišlo čez 12 uro in mi upoštevamo čas prispetja. Nekdaj ste vi poslali. Tako da v izogib temu, da vaša prijava plava po vesolju nekaj časa, preden pride v naš inbox, dajte biti pravočasni. Zdaj, kar se tiče ocenjevanja, pač tudi isto kot prej, se pravi 2 zunanja neodvisna ocenjevalca. Če je razlika med ocenami, ki sta jo dala več kot 30%, potem se gre v tretje ocenjevanje in se potem vzame povprečje 2 bližnjih ocen. In na koncu, v bistvu, ko dobimo mi ocene, se naredi seznam projektov po številu točk in zadevo obravnava še odbor za izbor projektov, ki pa pazi predvsem na cilje razpisa, tako da se načeloma lahko zgodi, da če so projekti blizu skupaj, da se mogoče odloči, da en projekt preskoči drugega, tudi če ima manj točk, zato ker je bolj v skladu z neko prioriteto razpisa in podobno. To sicer mislim, da se pri nas še ni zgodilo, pravim pa, da v teoriji je možno. Na koncu pa pač mi kot CNVOS sprejmemo končno odločitev, damo ven odločbe. In pa seveda obstaja tudi pritožbena komisija, kamor se lahko pritožite, ko boste dobili odločbo o administrativni neupravičenosti ali pa potem zavrnitev projekta ali pa če boste opazili kakšne nepravilnosti pri izvajanju programa. Skratka, pomoč prijaviteljem, to je to, kar je Veronika prej rekla, da je na strani 20 razpisa, se pravi, to so kontaktni podatki. Mi bomo verjetno vsak ponedeljek ali pa vsak torek, takšna je bila praksa do sedaj, osveževali tudi ta del vprašanja in odgovori na spletni strani, tako da bi vas tudi prosila, da ko imate vprašanje, dajte najprej pogledati na spletno stran, ali je kdo na to že odgovoril.
Potem v preteklosti ste bili navajeni, da smo imeli delavnice za razvoj projektnih idej, zdaj smo se pa odločili, da bo svetovanje individualno po telefonu, zato ker pač smo že tolikokrat šli čez to vajo pri različnih razpisih, da vam je zdaj tudi že precej bolj jasno, kako pa kaj. Hkrati pa pač je lažje individualno svetovati, kot pa potem pač na delavnicah po skupinah. Tako da dajte izkoristiti to možnost. Zdaj, preden dam besedo Veroniki, grem še enkrat po chatu, da vidimo, kje smo ostali. Kaj pa zastonj mentorski program izkustvenega izobraževanja za dekleta in fante v tehničnih smerih? Poklici s tem, Zdaj tukaj, treba je malo bolj vsebino poznati, kakšno ima zdaj to vezo z človekovimi pravicami, kako bi ti programi prispevali k temu, da bi več ljudi se zavedalo, čem je problem populizma, sovražnega govora in podobno. Tako da, tako kot sem rekla, ne bi šla zdaj v podrobnosti vsake projektne ideje, svetujem, da pokličete, pa malo bolj predebatiramo, kako in kaj. Ali je pogoj pri prijavi, da zavod deluje že nekaj časa? Ne, ni. Pogoj je samo, da je registriran. Skratka, lahko morate pa vedeti, da če ste nova organizacija, ni zelo verjetno, da boste dobili 50.000 evrov. Skratka, dajte malo, če ste torej novo ustanovljena organizacija, je smotrno, da začnete postopoma graditi svojo organizacijo in začnete z manjšimi projekti. Zato bi vam svetovala, da mogoče ne greste ravno na 50.000 evrov, ker bo tukaj takoj vprašanje kapacitet in vsega, ampak pač na manjši znesek, ampak formalno tehnično gledano pa ovir ni. A je še kakšno vprašanje o vsebini? Se pravi o programskih rezultatih, potencialnih projektih. Sicer pa predajem besedo Veroniki. Jaz bom tukaj nehala deliti prezentacijo, ker se bo Veronika priključila svojo prezentacijo, pravzaprav, ki je ista. Tako da, Veronika, izvoli. Hvala lepa. Evo. Takole. Sekunda, da jaz to tole dodam na full screen, da boste lahko videli vse. Zdaj v bistvu smo in mi bomo šli zdaj pogledati, kakšna je pravzaprav pač prijavnica in potem še malo, kakšni so pač te finančni poudarki. Stvari, tako kot je bilo prej pri Tini, tudi pri meni velja, pač če imate vprašanje, dvignete roko ali pa ga postavite v klepetalnik, pa bomo šli potem tudi skupaj čez. Zdaj, prijavnico ste, jaz upam, da že odprli, približno pogledali, kaj od vas želimo. Mi smo se trudili, Veronika, a te lahko samo malo ustavim? Ne vidimo prezentacije. Piše sicer Veronika has started screen sharing, ampak slike pa ni. Ja. Kaj pa zdaj? Ne, in ne vem, malo se mi zdi, da imaš težave z internetom, ker te malo prekinja. Ne, načeloma bi mogla. A se zdaj vidi? Še vedno. Zdaj pa je. Ja? Ja, ok, nadaljuj. Ja. Odlično, hvala. Torej, imamo pač prijavnico, jaz upam, da ste jo vsaj že pogledali, zato da vidite, kaj od vas zahtevamo. Mi smo se sicer trudili, da bi jo čim bolj poenostavili in da bi vas pač v bistvu tudi prijavila sama vodila, če to, kar potrebujemo mi, da ugotovimo, če vaša projektna ideja paše v naš rezultatski okvir ali ne. Ampak bomo šli zdaj čez pač tiste par ključnih področij, kjer se nam je zdelo, da je prihajalo do največjih težav ali pa kjer ste imeli pač tudi v preteklosti največ vprašanj.
Zdaj, prva stvar, ki je ta povzetek, ki ga v slovenščini, kakor v angleščini. Namen je v bistvu to, da ocenjevalci neko splošno sliko o tem, kaj pravzaprav je vaš izdelek, ki ga izpolnjujete šele na koncu. Skratka, pustite si ta del prazen še za ta čas, ko razvijate idejo, najprej ste res dobro, kaj je problem, kaj je... Veronika, spet te moram prekiniti, ker te zelo slabo slišimo. Zelo te prekinja. A lahko mogoče se priklopiš na hotspot? A smo jo izgubili? Aha, Veroniko smo čisto izgubili. Dobro, bom torej jaz nadaljevala. Še dobro, da imamo isto prezentacijo. Tako da, samo malo bom jaz zdaj to šerala. Spet se opravičujem za tehnične težave. Nič ne moramo, tako je. Skratka, ostali smo torej pri povzetku projekta. Se pravi, to je tisti del, tako kot je Veronika rekla, ki mora biti v slovenščini in v... Ja, a si nazaj? Sorry, jaz sem sicer nazaj, ampak zdaj pa jaz ne vidim tvoje prezentacije. Ne vem sicer, če ostali jo. A jo vidite? Aha, očitno jo vidijo. Zdaj pa bo. Okay, dobro. A lahko potem ti izklopiš kamero, pa nadaljuješ, če bo šlo, ali pa mogoče greš na hotspot, ker očitno imaš težave z internetom. Bom izklopila kamero, pa držimo pesti. Okay. Pa dajmo še en poskus z Veroniko, če bo pa Veroniko ven metalo in bom pa dokončno jaz prevzela. Tako da, Veronika, vso srečo, ker jaz imam suha usta. Levo, držim pesti, da bo šlo skozi tudi jaz. Evo, zdaj smo nazaj, jaz brez kamere, ampak upam, da se pa vsaj slišimo. Skratka, pač vam bo lažje potem, ko boste imeli projekt že res jasno zdefinirali, ko boste točno vedeli, kaj so cilji, kaj so aktivnosti, kaj lahko pričakujete, kaj se bo zgodilo. In pa imejte v glavi v to, da je povzetek z razlogom na začetku delavnice, zaradi tega, ker to je tisto, kar bodo tudi ocenjevalci najprej prebrali in je fajn, da v bistvu že na začetku vejo, kaj točno se bo s projektom zgodilo, oziroma pač dobijo to splošno sliko v projektu, ker bo pač v bistvu s tem povzetkom v očeh brali potem tudi vse ostale razdelke v prijavnici. Pa ste tudi na to, da ne uporabljate v tem delu okrajšav pa kratic, čeprav vem, da je malo prostora za to namenjenega, da smo imeli, koliko ne bi bilo nekih besed in tako, da se to ne bi pač razvleklo na 50 strani, ampak namen je pač vseeno, tudi če še dobro, da sem spila malo vmes. Očitno tole danes z Veroniko ne bo delovalo. Tako je tudi v centru Ljubljane, kaj ne da? Glede na to, da Veronika živi v samem centru Ljubljane, ima težave tudi tam z internetom, da potolažimo vse tiste, ki delujete na lokalnem nivoju. Včasih je povezava tam pravzaprav še mnogo boljša, kot je v samem centru Ljubljane. Prehajamo torej ponovno na deljenje zaslona z moje strani. Tako jaz se bom potrudila po svojih najboljših močeh, da vam pač tudi te stvari povem. Skratka,
Gre torej za to, kar je rekla Veronika, da ta povzetek projekta je tisto, kar sicer vi napišete na zadnje, ampak ocenjevalci pa prvo preberejo. In na podlagi tega si ustvarijo takoj vtis, v čem se gre v projektu, zato je zelo pomembno, da kar precej pozornosti temu namenite, da je jasno, skratka, kaj je problem, kakšne aktivnosti ponujate in kakšne rešitve. Pri tem tudi ne uporabljajte kakšnih, ne vem, kratic, okrajšav, pač ljudje morajo razumeti, zakaj se gre. Tako, za povzetek omejitev znakov, ja, mislim, načeloma je, ampak ni pa to, kot je rečeno, ni pa to, vas lahko samo bom jaz to izklopila, okej. Skratka, vi, ko poslušate, prosim, res imejte izklopljen mikrofon, ker sicer prihaja do šumov. Skratka, načeloma je omejitev na stran ali pol strani, ampak to pa ni to, da bi mi pač nehali brati ali pa tako, kot so spletne aplikacije, ker ne moreš več pisati, nikakor pa ne povzetka, kljub temu pa ne pošiljati povzetka na 10 straneh, prosim, zato ker v resnici je celotna prijava nekje do sem. Okej, skratka to. Potem, tako kot sem rekla, če ste že, upam, da ste že odprli prijavnico, zelo smo se trudili, da bi bila življenjska, da bi bila kar se le da preprosta, zato smo tudi postavljali zelo konkretna vprašanja in na njih, prosim, konkretno odgovorite. Skratka, ko govorimo o problemu, kaj točno je problem, koga se tika, kaj je narobe, hkrati pa seveda morate vi vedeti, ali je to, kar imate v mislih, oziroma ali se z tem problemom že kdo ukvarja, se je kaj premaknilo ali ne. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker seveda naši ocenjevalci poznajo sektor, poznajo, kaj se dogaja. In če so to neke stvari, za katerega vedo, da že več drugih organizacij dela, pri čemer pa tukaj pri opredelitvi problema ni opisano, ja, s tem se sicer ukvarja že več organizacij, ampak njihove aktivnosti so usmerjene bolj na to, naše bo pa bolj, se pravi, ni te niše razložene vašega projekta, bodo ocenjevalci takoj v bistvu štartili, se to že imamo. Skratka, zato ker je naš program, ker gre za tako v bistvu redka sredstva, ki so namenjena za zagovorištvo za človekove pravice, v bistvu morate pravzaprav napisati, zakaj je vaš projekt drugačen. Če gre za nekaj, kar na bom temu rekla slovenskem nevladniškem trgu že obstaja. Skratka, ne si zatiskati oči pred konkurenco, če v bistvu sem direktna, napišite torej, v čem ste drugačni. Kar se tiče pri opredelitvi rešitve, spet bodite konkretni, napišite kako. Velikokrat, sploh tisti, ki ste navajeni se prijavljati na evropske projekte, ki so večletni, polmilijonski, večmilijonski, da v tistih primerih, ko gre za večletne projekte, uporabljate lahko zelo splošne stavke, ker v resnici ne veste, kaj se bo zgodilo čez 3 leta. Mi pa zdaj govorimo o projektih za do 50.000 evrov v roku 1 leta. Zadeve so zelo jasne, zato morate tudi vi zelo konkretno napisati,
kakšne rešitve ponujate in skratka to, kar sem prej govorila, skratka v čem ste vi drugačni kot drugi, zakaj bo pa zdaj vaša ideja delovala, če mogoče kakšna druga ni, ker naj vam še enkrat vas spomnim, tako kot sem rekla, naš fokus so rešitve, spremembe na terenu, ne pa to, da se pač dela za to, da se dela. Zdaj, in potem, ko ste opisali rešitve, kaj bi radi dosegli, seveda greste na aktivnosti. Zdaj, velikokrat se zgodi, da nevladne organizacije mislimo, da če bomo imeli več aktivnosti, bomo za to dobili več točk, ker bo izgledalo, da smo ful delali. No, pri nas to ni res. Mi malo preveč dobro poznamo sektor, da ne bi vedeli, da to ni res. Hkrati pa kar cel čas govorimo, raje manj, bolj intenzivno, bolj poglobljeno in rezultati bodo večji. Neke površinske aktivnosti nas ne zanimajo. Tako kot je Veronika napisala, želimo si sprememb, ne pa kljukic. Zato ni težave, če boste vi delali, tako kot sem prej rekla, več srečanj z 15 ljudmi, je to več vredno kot pa 200 delavnic po celi Sloveniji za 2000 ljudi za pol ure. To nas sploh ne zanima. Hkrati premislite tudi, ko boste razmišljali o aktivnosti, se pravi, vi imate problem. Veste, kakšno spremembo si želite. Veste, pri kom si želite to spremembo. Se pravi, kaj so vaše ciljne skupine, s kom boste delali. Na področju zagovorništva je to predvsem, koga boste naslavljali in s kom boste pri tem sodelovali. Na področju človekovih pravic pa je predvsem, koga boste naslavljali. Morate poznati to ciljno skupino, ker aktivnosti so seveda drugačne, ko delaš ti z županom ali pa delaš z ministrom. Ko delaš ti v mali občini, ko delaš v veliki občini. Na človekovih pravicah je drugače, če delaš ti z 8-letniki ali pa z 14-letniki ali pa z 20-letniki. Pač ni isto. In iz aktivnosti se mora videti, da vi poznate ciljne skupine in da ste premislili, kaj je tisto, kar bo pri njih užgalo. V smislu, da znate z njimi delati, torej prijeti zadeve po vsebini, pač glede na karakteristike ciljne skupine. Ok, zdaj. Pri ciljnih, napisali smo tako že 3-krat konkretno in še naslednjih 500-krat bom povedala konkretno. Tudi pri ciljnih skupinah, ko boste, ker tam pač morate označiti ciljne skupine, to, kar sem rekla, aktivnosti morajo biti prilagojene, vsaka skupina ima svoje potrebe, zato potrebujejo različne rešitve in pristope. Tudi recimo pri ozaveščevalnih kampanjah ni vseeno, koga vi naslavljate. Tako imenovana splošna javnost v našem slovarju ne obstaja. Kdo je to splošna javnost? Ker ni isto, ljudje ne slišijo zadev na isti način, ne reagirajo na isti način. Skratka, če bi lahko vi se greste široko ozaveščevalno akcijo, ki naslavlja ljudi tam zunaj, ampak mora imeti različne aktivnosti, različne metode, različne kanale obveščanja, da ti veš, kako boš do njih
prišel. Ne vem, za večino upokojencev pač ne uporabljaš družbenih omrežij, ampak ne vem, uporabljaš lokalne časopise, radio in podobno, medtem ko pa za mlade pa praktično ne uporabljaš nič drugega kot družbena omrežja, ker nič drugega ne berejo. Večinoma, zdaj zelo pospešujem, ampak ne. Zdaj, če je na primer kampanja na javni TV, je potrebna tudi specifika. Ja, mislim, zdaj, če boste šli v te neke brezplačne oglase, ki so možne za nevladne organizacije, se pa vendarle morate vprašati, kako bo ta reklama narejena, da bo dosegla tiste, za katere bi vi radi, da jih doseže. Pri čemer pa pač morate imeti v mislih, da si z temi sredstvi plačila reklam verjetno ne boste mogli privoščiti, medtem ko pa so brezplačne reklame na RTV-u in v drugih medijih, po zakonih o medijih, ob 11. zvečer. Ker pač so dane tako malo mimobežno, ne pa v glavne bloke, zato je vprašanje, a je to sploh smiselno, ampak to se da predebatirati. In ja, tako kot je Veronika napisala v chat, pri oblikovanju kampanje je pomembno, da vi veste, kakšen je tipični predstavnik te širše javnosti, ki jo nagovarjajo. Tako da oglasi za Audi so drugačni od oglasov za Ford, ker je tipičen predstavnik njihovih kupcev drugačen. Nimam pojma, ampak Veronika, če ti tako rečeš, potem mislim, glede na Audi versus Ford, ampak verjetno veste, kaj je mislila povedati. Skratka, dajte se res ukvarjati s tem, za koga in s kom delate. Okay. Zdaj, ko morate pisati rezultate in tveganja. Zdaj, vi ste na eni strani napisali problem. Pri na drugi strani imate rezultate oziroma rešitve. To morajo biti takšne, da bo v bistvu na prvo žogo vidno, da ti rezultati, ki jih boste dosegli, v resnici nekaj prispevajo k rešitvi problema. Kot sem povedala že večkrat, nas zanimajo spremembe, kar pa ne pomeni, zato ker mi je sicer žal, da se tako imenuje tudi ena politična stranka, ampak načeloma naša beseda dneva je konkretno. Da, skratka, nam ni dovolj, ko mi od vas v prijavnici zahtevamo rešitve, rezultate, to ne pomeni nekaj na splošno napisano, ampak more biti ovrednoteno. Se pravi, rabite številke za to, da lahko presodimo, ali je to nekaj, kar je v resnici uresničljivo, ker mi, tako kot sem rekla, manj je več. Dajte obljubiti tisto, kar veste, da lahko uresničite. Ker če postavite se cilje tako visoko, da je vsem jasno, da se v tako kratkem času za takšen denar to ne da doseči, potem bo projekt takoj nerealen. Pa tudi, če ne boste imeli številk, ni variante, da pridete čez ocenjevanje, ker mi ne samo v okviru ACF-a nasploh si želimo, da bi se nevladne organizacije znale bolj meriti, da bi takrat, ko bi videle problem, si znale postaviti cilje in vedele, kam grejo, ker šele na ta način bomo mi lahko vedeli, ali smo uspešni pri svojem delu ali ne, tako da tukaj je zdaj enako. In podobno je z oceno tveganja. Ponavadi, vse vem, tudi sama pišem projekte, ko vidim oceno tveganja, me vem, ne da se mi, ne, ampak v resnici ocena tveganja ima svoj namen. Če vi resnično razmislite o tem, kaj lahko gre narobe,
se vam lahko zgodi, da boste zaradi tega, ker ste videli, da nekaj lahko gre narobe, malo spremenili svoje aktivnosti že v času pisanja projekta, kar pomeni, da boste potem zmanjšali možnost, da to tveganje nastane. Skratka, da ko boste vi identificirali te tveganja, razmislite, skratka, a so te aktivnosti še vedno relevantne, a bi naredili kaj drugega, oziroma a so kakšni drugi načini, kako bi lahko vi ta problem naslovili. Okay. Aha, zdaj smo pa pri financah. Dajmo najprej, preden gremo na finance, a so še kakšne vprašanja v zvezi z tem vsebinskim delom, se pravi od povzetka, problem, rešitev, aktivnosti, konkretni rezultati in tveganja. In kot je napisala Veronika, med te rezultate, prosim, ne pišite, da boste opolnomočili ranljive skupine ali povečali ozaveščenost o človekovih pravicah, ker to nič ne pomeni. To je naš rezultat. Vi morate torej biti konkretni. Vi delate z točno določeno skupino ljudi in lahko za to skupino ljudi obljubite nekaj bolj konkretnega, kot je pa večje ozaveščanje o človekovih pravicah. A je še kakšno vprašanje zdaj v zvezi torej z vsebino? Okay. Sicer pa ponoven poskus selitve v megleni internet Ljubljane. Veronika pravi, da je spremenila svojo lokacijo malo, da vidimo, če bo kaj boljše, tako da še zadnji poskus, Veronika, izvoli. Zdravo, zdaj pa upam jaz, da bo šlo, če ne bo šlo, ali bo pa nažalost tudi mogla Tina malo o financah govoriti, ampak sem jaz tam na drugi strani v chatu, pa še vedno sem zraven, jaz vas dobro slišim, tako da upam, da bo šlo. Skratka, pri financah nismo pravzaprav nič spremenjali, veljajo pač enaka pravila, kakor so veljala v vseh dosedanjih razpisih. Imamo pač te glavne kategorije stroškov, kjer so stroški osebja, kamor vključujemo tudi vse ostale sodelavce, ne samo tisti, ki so redno zaposleni, ampak tudi, če so pač to redni sodelavci, ki z vami sodelujejo na nekih drugih pravnih podlagah, je to ravno tako okej. Potem imamo stroške potovanj, kamor sodijo tudi pač, ne vem, letalske karte, nakupi vozovnic, hoteli in tako naprej. In pa različni zunanji izvajalci, kamor pravzaprav lahko date vse ostalo, kar ne paše zraven. In pa potem stroški še najema ali pa nakupa nove ali pa rabljene opreme in pa obnove nepremičnin, pa tudi kategorija za posredne stroške. Vprašanje je, če je potrebno imeti kakšne redne zaposlene. Ne, ni potrebno, nobenih omejitev ni, v bistvu glede tega, kdo se lahko prijavi, kakšne mora imeti finančne kapacitete ali pa koliko časa mora obstajati, koliko mora imeti zaposlenih. Nič od tega ni, je pa pač tisto, kar je pač Tina že prej pač omenila, ne? Razmislite, kaj ste pravzaprav vi kot organizacija sploh sposobni izvesti v tem trenutku, ne iti na največje možne projekte, ne iti na mogoče največje možne tudi vsebinske zalogaje, precenite, kaj ste sposobni narediti in pač tisto naredite dobro. Med stroške osebja, kakor smo že rekli, štejejo vse osebe, ki so del pač projektne ekipe, to je tisti, ki so pravzaprav vključeni v vse faze projekta. To pomeni, da sodelujejo z vami že v fazi oblikovanja projekta, imajo neko večjo vsebinsko težo, niso zraven samo zato, da bodo izvedli eno delavnico ali pa izvedli eno predavanje ali pa, ne vem, poskrbel za en mali košček projekta. Sem noter lahko sodi tudi študentsko delo ali pa delo prek samostojnih podjetij oziroma samostojnih podjetnikov ali pa kakšni samostojni kulturni delavci in podobno. Tudi lahko so kakšne podjemne pogodbe, mandatne pogodbe, ne samo pogodbe o zaposlitvi.
Zakaj je ta strošek, oziroma zakaj je pomembno, koga vse vključite med stroške osebja? Zaradi tega, ker se samo od stroška osebja računajo potem upravičeni posredni stroški, ki pa lahko znašajo do maksimalno teh 15%, pa do tega še pridemo. Tisto, kar pa je važno, je pa to, da ne morete imeti člana ekipe, ki je hkrati tudi zunanji izvajalec. Skratka, nekoga, ki ga malo poročate pod stroške osebja in malo ga poročate potem pod nekega zunanjega izvajalca, kot nekoga, ki je samo eno stvar mimogrede opravil za vas. Spet, zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker včasih vidimo potem kakšne kombinacije, ki v bistvu imajo osebo, ki dela kot koordinator, kot vodja projekta prek podjemne pogodbe, potem ga pa želijo posebej še prek avtorske pogodbe plačati za izvedbo nekih ne vem, delavnic ali pa predavanj ali pa karkoli podobnega. Načeloma ne, če je pisan kot član ekipe, potem pač naj bodo vse tiste stvari, ki jih mora izvesti znotraj projekta, tudi predavanja, delavnice in tako naprej, vključeni v to osnovno pogodbo za sodelovanje. Pri vseh tistih, ki boste kot partnerje vključevali osebe oziroma osebje iz javnih zavodov, torej iz kakšnih šol, vrtcev, fakultet, tudi občin, karkoli takega, res pazite na to, da ne bo prišlo do dvojnega financiranja. Na to opozorite partnerje že zdaj na začetku, ko boste načrtovali te stroške, zato da sploh vidijo, če imajo kakšno osebo, ki ni že zdaj na polno plačana iz teh nekih javnih virov, ker pač v tem primeru lahko vam vključijo v sam finančni načrt pač neke druge stroške, ne pa stroške samih plač, recimo, ne? Ampak bodo mogoče zato rekli, dobro, pač nimamo teh ljudi, ki bi jih lahko poročali, ker že dobijo sredstva iz javnih virov, oziroma ker so njihove plače že krite, ampak bomo imeli pa v bistvu več stroškov s tiskom ali pa z najemom nekih dvoran ali pa karkoli podobnega in pač bodo tiste stvari lahko dali zraven. Tudi pri teh, kjer pa so te osnovni stroški že kriti, recimo ne vem, šole in tako, pa običajno lahko dobijo pač izplačilo nekega nadurnega dela ali pa ne vem, dodatno obremenitev ali pa karkoli podobnega, ampak te stvari morate vedno preverjati z njimi, zaradi tega, ker imajo javni zavodi ponavadi še znotraj svojih organizacij polno nekih omejitev in je od tega odvisno, kaj pravzaprav je sploh možno in kaj ne. In to so stvari, ki jih bomo ob pregledu projekta, ko bomo prišli tudi pri vas enkrat v času trajanja projekta, pogledati vaše organizacije, bomo pač tudi to pogledali, predvsem dvojno financiranje in ja, zelo pozorni bomo pač na te javne zavode. Če boste odprli pač finančni načrt, boste videli, da tam imamo predvidene tudi stroške dela prostovoljcev in potem je pač včasih zmeda, zaradi tega, ker hkrati pa pravimo, da prostovoljno delo ni upravičen strošek. Drži, delo kot tako ni upravičen, skratka ne morete nam v finančni načrt dati ure prostovoljnega dela, lahko pa vključite vse tiste stvari, ki so dejansko vezani na delo prostovoljcev. To so pač zavarovanja, prevozi, prehrane in tako naprej. Tudi kakšen zdravniški pregled, recimo za prostovoljca, ki bi potem polno delo na vašem projektu in podobno, bi lahko bili upravičeni stroški. Prav tako pa so lahko, pa ja, imejte v glavi, da pač prostovoljci za svoje delo pač ne morejo in ne smejo biti plačani in se morate že v štartu odločiti, ali jih boste zdaj vključevali kot prostovoljce ali jih boste pa pač v bistvu plačali za svoje delo. Tudi če so v tem trenutku prostovoljci, to ne pomeni, da morajo ostati prostovoljci tudi, ko boste vi dobili sredstva za izvedbo tega projekta, a ne? Tako da dajte razmisliti že zdaj, dajte že zdaj pač to načrtovati, pa dajte preveriti z njimi, da so res pripravljeni pač v bistvu to oddelati, ko boste projekt dobili. Precej smo imeli nekaj teh projektov, ki so bili tudi ne samo prijavljeni, ampak tudi odobreni na koncu, pa so skoraj se odločili, da ne bodo sprejeli teh sredstev, zaradi tega, ker so ugotovili, da pač osebe, ki so jih v štartu planirali, imajo zdaj neke druge obveznosti in ne morejo zares izvesti tega projekta.
In pa potem imamo še stroške zunanjih izvajalcev, kjer pa pač pravzaprav gre lahko vse tisto, kar ne paše na druge kategorije. To so vsi tisti, ki vam pravzaprav izdajo račune, a ne. Tukaj so lahko neke pogostitve, najemi prostorov, spletne strani, komunikacijske kampanje, različni strokovnjaki, tudi mali promocijski materiali in vse ostalo pač paše pod stroške zunanjih izvajalcev. Kar je tukaj potrebno, ker je nekaj vprašanj že bilo vidim v chatu, kar se tiče uporabe ali nakupa opreme, je zelo, zelo, zelo pomembno, da imate v glavi, da so upravičeni stroški v vsakem primeru samo tisti, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta. Tudi če boste imeli neko opremo, tudi če boste imeli neko obnovo, bo to upravičeno samo, če to predstavlja del projekta. Če je to nekaj, brez česar projekta ne morete izvesti. Kar je tudi nujno, je to, da oprema se amortizira. Upravičen je samo strošek amortizacije, zdaj morate vedeti, da tudi vaši projekti so maksimalno trajajo 1 leto, kar pomeni, da tudi če bi šlo za opremo, ki se bo uporabljala samo za ta projekt, vi ne boste dobili povrnjenih vseh stroškov, ampak samo polovico stroška te opreme v najboljšem primeru. Zdaj govorim recimo za nek računalnik ali pa kaj podobnega. Hkrati pa ne samo, da se gleda trajanje projekta, ampak se gleda tudi procent uporabe oziroma odstotek uporabe te opreme prav za namene projekta. Zdaj pri tistih organizacijah, ki ste male in boste res pač rabile to opremo samo za projekt in izvajate itak samo ta projekt in boste tudi pač imeli ljudi, ki bo, ne vem, mogoče zaposlen za ta projekt in bo delal samo to, potem v tem primeru bi vam pač to priznali kot 100% uporabo, ampak take ste redke. Pri velikih večini to pomeni, da bi se tudi, če bi vi kupili, ne vem, računalnik ali pa projektor ali pa karkoli podobnega, to v bistvu pomeni, da bi se uporabljal tudi za druge projekte in v tem primeru vam ne bi mogli priznati pač celotnega stroška, a ne? Tako da dajte razmisliti, ali se vam to res plača in katere so res tiste stvari, ki so pač nujno potrebne. In pa pač obstaja ta osnovno pravilo, ki pa pomeni, da te stroški ne smejo presegati 50% upravičenih stroškov. Pa mogoče ena stvar, ki se mi zdi, da jo dostikrat pozabite, je to, da ni nujno, da je ta oprema na novo kupljena. Tudi če vi že imate zaposlene in bodo uporabljali seveda računalnike, ki ste jih vi že kupili prej v nekih prejšnjih obdobjih, ampak te računalniki še niso dokončno amortizirani, lahko poročate amortizacijo tudi na ta projekt in bo upoštevana in bo priznana. Recimo, da sem jaz lani enkrat kupila računalnik, ki ga uporablja oseba, ki bo 50% zaposlena na tem projektu, 50% pa na drugem, lahko jaz tisto 50% za čas trajanja, torej recimo še naslednje 1 leto, poročam na projekt, kar pomeni 25% vrednosti tega računalnika, lahko jaz v bistvu dobim povrnjenega strani tega projekta. Zdaj pa grem sam na hitro še čez tele. Še čez vprašanja. Skratka, rednih zaposlenih ne rabite imeti. Pri obnovi nepremičnin ni upravičen strošek samo amortizirana vrednost, amortizacija velja za nakup opreme. Pri prenovi pa je pač ta omejitev, da ne sme biti več kot 50% upravičenih neposrednih stroškov projekta. To so pač edine omejitve, ki so. V primeru, ampak spet velja pa pač tisto, da mora biti obnova nujno potrebna za izvedbo projekta. Kaj pa v primeru, da oseba še ni zaposlena v času priprave projekta, pa se do izvedbe ali med izvedbo projekta zaposli v organizaciji, na kakšen način se taka oseba vpiše v finančni načrt? V bistvu je v tem primeru bi v vsakem primeru bila pač ta oseba, ki bi sodila med stroške osebja, tako da pač samo vpišete, ne vem, vodja projekta, predvidena zaposlitev 50%, predviden strošek je tak in tak, pa lahko potem tam, kjer imate možnost opisati
ta strošek še navedete, da jo boste bodisi zaposlili, bodisi pa podelala v okviru podjemne pogodbe ali pa pač v okviru študentskega dela ali pa karkoli podobnega, če pač imate to možnost. Obnova nepremičnin so čist upravičen strošek, tako da to gre, če načrtujemo zaposlitev in potem ne dobimo prave osebe, ali je možno prenos sredstev med zaposlenimi in zunanjimi. Ja, prenos sredstev je možen, ne samo med zaposlenimi pa zunanjimi, ampak tudi pač med vsemi ostalimi postavkami. Načeloma imate tle kar precej manevrskega prostora. Je pa tudi, ne, zdaj, če gre za zaposlitev neke osebe, ki bi izvajala ali pa ki bi delala vsebinsko na projektu, tudi če potem ni zaposlena, ampak dela, ne vem, prek podjemne pogodbe, še vedno lahko to vključena med stroške osebja. Organizacija iz Srbije ni upravičena. Prenos v tem primeru študijsko obisk organizacije v Beogradu lahko upravičen stroški poti in bivanja. Ja, to pomeni, mislim, vi še vedno lahko greste na študijski obisk v Beograd, edino, kar ne smete, je pač imeti te organizacije zraven vključene kot partnerske organizacije, ni pa pač omejitev s tem, v katere države greste lahko na študijske obiske ali pa iz katerih držav lahko pač prenesete dobro prakso. Je možna 100% zaposlitev na projektu? Ja, seveda je možna, če pač je to res tisto, s čimer se bo pač ta zaposleni ukvarjal ves čas trajanja projekta, to pomeni pač teh naslednjih 12 mesecev. Kako je s partnerji na projektu, kako jih vključimo v finančni načrt oziroma kako se delijo sredstva za plače, ali se zaposli oseba na partnerski organizaciji ali pri nas na prijavitelju. To je čisto odvisno od tega, kako se pač v bistvu dogovorite vi. Načeloma naj bi vsaka organizacija nosila svoje stroške, kakor je Tina že prej omenila, morajo pač partnerji poročati na enak način, kakor pač vi, tako da kar se tega tiče, pač ni nobenih razlik. To pomeni, da pač nam vi pošljete poročilo, mi naredimo izbor stroškov za tiste stroške, ki jih izberemo, nam morate potem pač posredovati celotno dokumentacijo, kakor je pač zapisano v navodilih. In z tega se potem pač pregleda, ali so stvari dejansko tako, kakor ste jih vnesli vi v poročilo. Velja enako za vas, kakor za partnerje. Zdaj v fazi same priprave tega finančnega načrta, pa v bistvu tam, kjer je kolona za nosilca stroškov, napišete, ali ste to vi ali je to partner, pa ne pisati, prosim, partner 1, pa partner 2, pa partner ne vem kaj, ampak dajte napisati organizacija, ne vem, TIH, CNVO, Slovenska filantropija, skratka, dajte biti konkretni, kdo in kaj je, ker spet ocenjevalci bodo gledali več vlog. Če bo pa v vsaki vlogi pisali sam partner 1, partner 2, partner 3, bo mogoče vsakič znova gledati, kdo je že tle zdaj, pa koga imate vi pod enko, pa koga pod trojko, da bo približno razumel finančni načrt. Kar pomeni, da bo pač trajalo več časa, pa malo bodo slabe volje in pol bodo malo drugače ocenjevali vaše vloge. Dajte se potruditi, da bodo ocenjevalci zadovoljni, ko berejo vaše stvari in jim pač olajšite delo. Bodite konkretni, napišite, kdo je kakšen strošek nos in tistega pač potem nosi. Načeloma je pol pač tudi čisto od vas odvisen, kako si razdelite oziroma kdo prejme ta sredstva. Je to stvar pač vašega partnerskega dogovora, ampak dajte jih pa absolutno že zdaj v bistvu vprašati, kateri bodo tiste stvari, ki jih bodo imeli oziroma kateri so tisti stroški, ki jih želijo vključiti. Potem imamo pa v bistvu samo še posredne stroške. Posredni stroški se lahko upravičujejo do največ 15% stroškov osebja, s tem, da je tukaj poudarek, tukaj gre za maksimalno 15%.
dajte razmisliti, kakšni dejansko so to stroški v vaši organizaciji, sploh tisti, ki ste mala društva, ki ste nova društva, ki nimate svojih prostorov, ki nimate pravzaprav neke pisarne, ki nimate nekih administrativnih stroškov, ne vem, računovodstva, elektrike, vzdrževanja, gretja in tako naprej. Tisti pač ne morete poročati 15%, zaradi tega, ker pač jih nimate realno, toliko stroškov pač v vaši organizaciji ne obstaja. Tako da dajte razmisliti, poglejte, kakšni so bili pač vaši skupni stroški za vse te kategorije, elektrika, voda, računovodstvo, administracija in tako naprej v preteklem letu, pa pol pač lahko ocenite, koliko približno zdaj to pomeni za ta projekt. Je res sicer, da posrednih stroškov ne rabite dokazovati, to vam pač nikoli ne bomo rekli, dajte nam pokazati račune in podobne stvari, bomo pa spet, ko bomo prišli do vas vprašali, ok, zdaj nam pa povejte, koliko ste imeli sploh vseh posrednih stroškov v prejšnjem letu, kako ste prišli do tega, da zdaj hočete od nas toliko in toliko sredstev in tako naprej. Zdaj imamo pa eno vprašanje še v živo. Karolina, izvoli. Zdravo, pozdravljeni, Karolina Torecki, Zavod Polarni medved. Mene pa v bistvu zanima, lahko dam jaz tudi kot posredne stroške, naprimer najemnino, del najemnine. Ja, lahko. Tudi najemnina je lahko posredni strošek, absolutno, ja. Ne? O računalnikih ste govorili, zdaj me pa še zanima v bistvu zaposleni. Recimo, hipotetičen primer, jaz sem zaposlena in zdaj bi se v okviru projekta prezaposlila, pa bi delala izključno recimo 100% ali pa hipotetično 50% na projektu. Je potem to tudi možno? Ja, seveda. To pomeni, da pač, če ste že zdaj pač zaposleni, pa pač v okviru tega zdaj opravljate neke naloge, saj pri veliki večini to tako je, se potem največkrat sklenja samo sklep kot pogodbi o zaposlitvi, s kateri vas pač, ne vem, nadrejeni oziroma pač vodja organizacije napoti, da ste zdaj od časa, ne vem, 1.4.2023 do 31.3.2024 50% svojega časa namenite pač vodenju projekta in to je to. Super. Ali pa pač izpolnjujete časovnice na mesečni ravni, kar je tudi možno. Ampak ja, brez kakršnihkoli težav je to, kar se načeloma dogaja in kar je tudi pač upravičeno in kar je pač smiselno, ne? Ok, hvala. Dobro. Še dinamika financiranja. Ja, evo, ravno smo prišli do tega. Mogoče tisto še pred tem pač pazite na formule, zaradi tega, ker ko boste vpisovali vaše podatke, se vam dostikrat zgodi, da se kakšne formule poderejo, tudi zaradi tega, ker odpirate obrazce na različnih računalnikih, pa imajo različne operacijske sisteme, včasih kakšnih stvari ne seštevajo pravilno, tako da dajte preveriti, pa pojdite še enkrat na polno roko čez, če pač res stvari štimajo, če so se vsi zneski pač tudi dejansko upoštevali pri seštevkih. Pa bodite realni pri teh stvarih, kaj je res nujno potrebno za projekt, zaradi tega, ker bomo šli čez finančne načrte, preden bomo podpisali pač pogodbe in pač, če bomo videli, da so tam neke stvari noter, ki niso nujno potrebne za izvedbo projekta, jih bomo pač ven metali, kar pomeni, da bomo imeli in mi in vi boste imeli več dela, ker nam boste mogli pošiljati bodisi resne obrazložitve, zakaj je potrebno, oziroma pač nove finančne načrte. S tem se bo pa pač tudi zamaknil čas, ko lahko začnete z izvajanjem pač projekta in boste imeli pač potem tudi manj časa za samo izvedbo. Dinamika financiranja, zalaganja sredstev praviloma pač ne bo. Predvideno je prvo predplačilo ob podpisu pogodbe v višini 50%, potem drugo predplačilo v višini 40% od vrednosti donacije ob pregledu vmesnega poročila in pa potem zadnjih 10% pa ja, to pa zadržimo, dokler ni potrjeno končno poročilo. Ampak gre res samo za zadnjih 10%, tako da upamo, da tle ne boste imeli večjih težav, so pa pač to tista
pravila, ki se jim ne moramo izogniti, zaradi tega, ker so to pravila na ravni programa in veljajo za vse. In jih je pač so jih določali donatorji in pač moramo teh 10% zadržati, ker je pač neka taka varnostni mehanizem za to, da se zasiguramo, da pač ne bi šlo kaj narobe oziroma da bodo res vsa sredstva porabljena oziroma da vam ni treba pač potem tega prenakazovati nazaj v primeru, da pride do kakšnih manjših odstopanj. In je to v bistvu to. Kar je še mogoče res ful pomembno, jaz vam res svetujem sploh tistim, ki se mogoče bolj ukvarjate nekimi socialnimi storitvami, kakor pa delate primarno na zagovorništvu ali pa na promocijo človekovih pravic, da nas pokličete, da se pogovorimo o tem, ali je ideja primerna ali ni primerna, da lahko gremo pogledati, kaj približno ste imeli v glavi, kaj želite prijaviti, pa v bistvu ugotovimo, ali pa še na kakšno od naših prednostnih področij, ali pa še na kakšnega od naših rezultatov, oziroma kaj pa je tisto, kar počnete, pa bi lahko pasali v ta naš rezultatski okvir, da si ne nalagate nepotrebnega dela vi, s tem, da morate pač celotne prijave pisati, pa tudi naši ocenjevalci bodo imeli manj dela oziroma bodo imeli drugačno delo, ker bodo ocenjevali samo vloge, ki pašejo zares v program, ne pa še vseh ostalih. Oceniti morajo pa pač v bistvu vseeno, ampak mi si ful želimo dobrih projektov, mi smo ful veseli, da smo dobili ta dodatna sredstva, da lahko še nekaj dobrih projektov podpremo. Predvsej smo zadovoljni s projekti, ki se pač izvajajo in z rezultati, ki so jih dosegali, in si takih želimo tudi še vnaprej, no, tako da dajte preveriti, mislim, imate res možnost, kar se ne zgodi dostikrat, da lahko dejansko imamo pač to 1-na-1 svetovanje še pred samo prijavo, tako da dajte jo izkoristiti. Še kakšna vprašanja? Zdaj, kjerkoli, ki so še ostala, ni nujno, da so vezana na finance ali pa na prijavnico, tudi če še karkoli drugega ostalo nedorečenega od prej, je zdaj čas, da vprašate. Mogoče samo še to, ni nobenega maksimalnega ali pa minimalnega števila partnerjev, ki jih pač morate imeti ali pa ki jih lahko imate. Dajte si narediti projekte tako, da bodo pač izvedljivi oziroma da jih boste lahko obvladali z vašimi kapacitetami, kar praviloma pomeni ne preveč, pa ne premalo. Partnerje dajte vključevati predvsem za tiste stvari, ali partnerje ali pa zunanje izvajalce, no, za tiste stvari, kjer veste, da niste dobri, kjer veste, da pač nimate izkušenj, kjer veste, da mogoče rabite neko zunanjo pomoč za to, da bo pač stvar res dobro izvedena. Pa ali je to, ne vem, za pripravo zagovorniške kampanje, ali je to za pripravo komunikacijske kampanje, ali je to za to, da imate pač nekoga, ki vam bo upravljal z družbenimi mediji v tem času, pač karkoli se vam zdi, da pač mogoče vaše društvo ali pa vaša organizacija v tem trenutku še nima zadosti izkušenj, da bi lahko sama pokrila. Aha, Katarina, Jasna, izvoli. Ti si Katarina. Jaz sem eno vprašanje. Sindikat, kakor sem razumela, ne more biti prijavitelj, lahko je pa partner. Se pravi, mi lahko nek projekt skupaj s sindikatom Mladi plus recimo prijavili. Jep, komot. In tudi sredstva, mislim, lahko je tudi tam nekdo zaposlen in je deloma plačan iz tega potem. Jep, komot. Super, hvala. Omejitve so v bistvu samo pri prijaviteljih. Prijavitelji so samo tiste organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za nevladne organizacije. Partnerji so pa pravzaprav lahko vsi takoj, ko so pravna oseba. Edini, ki ne morejo biti partnerji, so spet tisti, ki nimajo formalno priznane vloge pravne osebe, kar so samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in podobno, ampak vse ostalo pa ni nobenih omejitev. Tudi normalni DOO-ji ali pa pač podjetja, gospodarske družbe so lahko partnerji in so tudi upravičeni do dela sredstev. Okej, če ni nobenega več vprašanja, potem se mi zdi, da smo končali. Tako. Vsaj za danes.
Tako, no. Skratka, zahvaljujemo se vam za udeležbo. Imate v javnem razpisu in tudi tukaj na predstavitvi vse kontaktne podatke. Vprašanje lahko postavljate do enega tedna pred rokom prijave, se pravi do 15. januarja. Po tistem vprašanj več ni. Vsekakor vam toplo priporočamo, razumemo, da je december, ampak da vendarle bi se lotili pisanja prijave malo pred 15. januarjem. Želim vam vso srečo. Če skratka, imate vprašanje, se obrnite na nas in ne vem, naj rečem, da upamo, da boste oddali čim več prijav, ker to pomeni več dela za nas, tako da se ne bomo opredelila do tega vprašanja. Skratka, vse dobro in hvala. Hvala lepa vsem. Dio.